To je Radio 1 podcast. Dobrodošli v še enem torkovem ekstra pogovoru med 9 in 10 v živo, sicer pa na vseh podcast platformah, na YouTubeu Radia 1, pa tudi na radio1.si. Z mano je še ena odlična gostja. Prosim, predstavi se, povej, kdo si. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radia 1. Zdravo. Moje ime je... Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Dober večer, živijo. Jaz sem Andreja Gerl, diplomirana medicinska sestra. Če se predstavim malo drugače, sem nekdo, ki ljubi dobre zgodbe, v smislu, da jih rada poslušam in rada povem kakšno dobro zgodbo. In hkrati mi srce zapoje, ko grem v hribe. Drugače sem pa, poleg tega, da sem medicinska sestra, tudi žena, mama, 3 otrokom. Najmlajši je glih dopolnil pol leta. Bravo, čestitke. Sem pa prebral tudi, da si ljubiteljica slovenske besede. O ja, sem. Od kje ta ljubezen, oziroma kako lahko to nekako preneseš na ostale ali pa izraziš? Kdo je ljubitelj slovenske besede? Kdo je? Ja. Meni je bilo to malo dano z dobrimi učiteljicami in profesorcami slovenščine v osnovni šoli pa v gimnaziji. Okay. Brala nisem preveč, nisem prebrala veliko knjig v življenju. Bi si mogla vzeti več časa. Lahko pa rečem, da sem ljubiteljica slovenske besede zato, ker imam rada slovenščino, ker rada tudi kaj napišem, sploh te zgodbe, če sva že pri zgodbah, da dobijo nek svoj glas. Tako da prek tega, da se lepo govori, da lepo teče neka beseda, ko jo pišeš, ko jo govoriš, na ta način. Delaš pa na urgenci, čeprav vem? Ja. A od tam prihaja največ tvojih zgodb? Odvisno od tega, kako se počutim. Dobro, pred nama je kar nekaj časa. A bova razbila tudi kaj zdravstvenih mitov? Bova videla. Dobro, jaz jih imam kar precej pripravljenih. Tako da mislim, da bo današnji večer oziroma nadaljevanje pogovora zelo, zelo lušno. Kaj te je pa prepričalo, da si začela študirati medicino oziroma da si postala medicinska zdravstveno nego? Mislim, da mi je bilo to res položen že v zibko. V smislu, jaz prihajam, mi smo živeli v gasilskem domu. Ja? In to so bile modre luči skozi in sirena in pomoč ljudem in moj oče je bil aktiven gasilc. Tako da meni je bil položen mal ta adrenalin, tako živeti s tem, ko je bilo treba sireno pritisniti ali počasih. Sem se tudi jaz, če sem bila doma, oglasila na nujen klic, ker to ni bilo včasih tako ta dispečer pa to. Tako da je bilo kar zanimivo, ali pa sem mogla teči dol sireno pritisniti, da so prišli pol gasilci in pa so se vsi pripeljali in sem lahko gledala to v živo, ko so se preoblekali. Skratka, ta način sem živela skozi te zgodbe. Pol pa je nekako prerasel ta pomoč sočloveku v meni. Bil je nek ta močan klic, da moram iti nekam v to smer. Tako da, ker se medicina ni šla, je potem bila druga možnost zdravstvena nega. In v bistvu sem vesela danes, da sem tle, da sem medicinska sestra. Moram se ustaviti za 3 sekunde še pri gasilskem domu. Tam ste živeli, ko si bila mičkena. Ja. Koliko let? Koliko let si bila v gasilskem domu? Do 16. Do 16. Ja. Potem, a si bila neprespana, ker predvidevam, da so bile akcije in intervencije tudi sredi noči? Ja, ne, to je bil excitement, to je bil ful žur za nas otroke, če je bila akcija sredi noči, ampak včasih jih ni bilo toliko. Okay. Pa si bila tudi ti potem aktivna gasilka? Samo kot pionirka, pa en del mladinka, pa ne več. A si imela dostop do hladilnika v gasilskem društvu? Tudi. Ker vem, da imajo gasilska društva ponovadi tudi hladilnik. Nekdo je mogel noter zlagati. Tako, za kaj osvežilnega spit, seveda. Ja. Ok, izredno si aktivna na Instagramu. Kakšne zgodbe deliš Slovenijo? Za vse, ki te ne poznajo. Predvsem se trudim, da so to neke izobraževalne vsebine v smislu prve pomoči,
za vse, od otrok do jenčkov, pa tudi do starejših, se pravi, res za širšo populacijo. Tak je bil plan. Na koncu je bolj prijela ta prva pomoč, ki nagovarja mlade starše ali pa starše, ker tam smo v resnici najbolj ranljivi, ker za naše otroke nas najbolj skrbi. Pa delim včasih še kanček svojega zasebnega življenja, kar se mi zdi tako pomembno, ali pa da lahko nekaj dam drugim, tudi s kakšno drugo zgodbo. Ker dejansko kot starši so verjetno ljudje hitreje panični, ne? Ja. Veš, če se tebi nekaj zgodi, marsikdo reče, sej bo že, ampak če se pa otroku, pa niso več heci, ne? Je res. A smo ljudje nasplošno preveč panični ali premalo znanja imamo v sebi, da bi to rešili sami, pa zato polnimo, ne vem, kapacitete na hodnikih, pa na urgencah, pa v zdravstvenih domovih? Zelo imamo tako dva pola. Imamo une, ki so ekstra prestrašeni, Ja. Če hočeš panični, ja. Pa imamo pa une, ki včasih so malo tako, ok, se ni nič tazga, pa je recimo lahko že ful kakšna stvar. Akutna, Ja. Tako da pač na urgenci vidimo ponavadi ta dva pola. A veste, tisti, ki so tako nekje vmes, pa ko imajo še neko to zdravo kmečko pamet, Ja. jih pač ni na urgenco. Torej, če hočeš povedati, da človeku manjka pol roke, pa skoraj ne pride, Ja, tudi kakšni. nekomu pa manjka pol nohta, pa je Ja. luft. Ja, V luftu, ja. Imaš kakšno fajn zgodbo z urgence? Sigurno imaš. Koliko let že tam delaš? 10. 10 let. Ja. Okay. A kakšno tako ekstra? Ja, dej, kakšnega ekstra. Mislim, včasih se zgodi, da pride kdo, zdaj, ko smo v tem času, novoletnem, ko so kakšne ostre smrečice, pride kakšen pacient s kakšno stvarjo v kakšni telesni odprtini, ki ne gre tja. Pa gre Čak, tisto. zdaj, jaz sploh ne razumem več nič. Imeli smo že kakšen deodorant visoko v črevesju, ki ni prišel Kaj, skozi resno? usta. Ja. Mislim, obstajajo ožji in širši deodoranti. Kakšen je bil ta? Rexona. Ta je tak, no, pa me je hotel prepričati, da to včasih paše. Okay. Ja, pa nisva šla dlje od tega. A pride kdo, ne vem, z zvitim gležnjem? Ja, Namesto da je prišel k zdravniku, pride direkt k vam. ja, pa ne samo akutno, tudi po 14 dneh, recimo. Ampak a dejansko on ni vedel, da ima zvit gležen, ali je ta človek spet spada v tisto skupino, sej bo. Ja, najprej, sej bo, pol ga pa milijon ljudi doma prepriča, ponavadi so to kakšni fanti, ki reče, joj, zdaj me je pa punca nagnala, ko zdaj jo pa res skrbi, da ta gležen ni ok. Ja? Pa pridejo, kakšni so včasih tudi zahtevni, pa pol hočejo vse preiskave, da res izključimo, da ni kaj hujšega. Tako da ja, pridejo vse sorte. V bistvu vam ni nikoli dolg čas, to hočeš povedati. Ja, absolutno, ne. In bi zamenjala to službo s kakšno drugo? 10 let si že. Veš, marsikdo ne gre v tvoj poklic zaradi tega, ker je trojzmensko, ker so dežurstva, ker se dela res na polno. Mogoče je po 10 letih res čas, da se po porodniški ne vračam nazaj na urgenco. A zdaj si še na porodniški? Ja. Dobro. Ja, ok. To pomeni, da zapuščaš ali ja, počasi? Dobro. Ja. Ampak dobro, zgodbe pa ostanejo. Boš kakšno knjigo izdala? Mogoče enkrat. Mislim, res bi jo rada. A je sploh to združljivo s kodeksom? Bi lahko povedala, če ne bi imenovala poimensko ljudi? Moreš zapakirati, da se kdo ne prepozna. Ampak mogoče ne bi hotela tukaj nekih zgodb po pacijenti. Lej, tle imam jaz eno ful posebno željo, ki še ne bom povedala, mogoče jo zrealiziram še v času porodniške. Okay. Ampak daj mi samo še to povej, ker vem, da ne boš dosti hotela povedati. Ja. A je dejansko na urgenci tako, kot vidimo v filmih? Ne? Ne. Ne gre to tako hiter, pa ni tako dramatično. Okay. So utečeni tukaj. Okay, na urgenci torej si videla, po domače povedano, po balkansko svega iz svašta v svoji karieri. Ampak kaj pa tako, glede na to, da
si celo življenje že oziroma 10 let pomagaš ljudem na takšen in drugačen način in zdaj tudi zadnja leta na Instagramu in tako naprej. Kaj ti meniš? Pa čeprav nisi zdravnica, je žlica medu res lahko enako učinkovita kot sirup proti kašlju? Celo bolj. Ja? Ja, to so dokazali. Dobro. Tako da, če imaš nek ta dražeč kašelj, je veliko bolj, imaš doma že to zdravilo v narekovajih, žlica medu, no? Boljš kot katerikoli sirup za izkašljevanje. No? In prej si omenila, da so starši dostikrat panični zaradi svojih otrok. Obstaja kakšna razlaga, zakaj otroci po zimi stalno kihajo, smrkajo in kašljajo? Je to res samo faza vrtca in vse prenesejo 4 milijone stvari iz vrtca? Ja, absolutno. Pa je še to, ne? Bolj smo v zaprtih prostorih, ja? Kjer se kopičijo vsi ti virusi in bakterije, a ne? Vsa ta druženja, pol tudi praznična. Ena stvar je, ne? Otroci nam vedno zbolijo, ko so počitnice. Seveda, ja, ker čakajo na počitnice, ja. Zato da si lahko odpočijejo. Ja, zakaj? Zato, ker se vse stres sprosti, ja. In telo pač si oddahne in pol se pač zgodi, da otroci zbolijo. Saj tudi odrasli, se veš, ko greš na eno potovanje, pa včasih začneš glih tam kaj smrkat, kašljati. To ne bi bilo treba. Ja. Ne? Ja. Pa to je, no, bolj mrzlo zunaj, telesna temperatura, če smo dlje časa zunaj, pač to so vsi neki procesi, ki je povezan. No. Ja, pade ja, in pol pač odpornost. Se telo malo manj bori, ja, pade odpornost, tako. Dobro. Tako vse to niso sam. Pač ja, so pa vrtci in šole, so leglo. Ampak zanimivo je tudi, da vi zdravstveni delavci, kakor vem, čeprav vse to zelo dobro veste, imate to usidrano v sebi, enako zbolite, ne? Ja, tudi. Mislim, sej malo se tudi prekužaš. Jaz se spomnim prvega leta svoje službe, jaz še nikoli nisem bila tako bolna. Ja? Ja, mislim, v enem delu resno. Tako me je fajn pobral, po naslednja leta pa je bilo vsak let lažji. Si postala super junakinja. Ja. In verjetno podobno vsi, ki so delali s tabo, ne? Ja. Okay, vprašanje za gospo ali pa ne. Hvala za vaše delo, samo pravi Primož na 051 300 300. Hvala. Ja. Meta pa sprašuje, kdaj gre otrok lahko v vrtec in kdaj ga moramo obdržati doma? Ja, zdaj, če ima vročino, mora biti vsaj 48 ur brez vročine, da gre lahko nazaj v vrtec. Zdaj, vedno je tle neka siva cona, ko se pogovarjamo o tem, kakšne barve je smrkelj ima otrok, ko gre v vrtec nazaj, pa kako kašljajo. Zdaj, tako, ne, po kakšnih prebolelih virozah otroci lahko kašljajo tudi do 6 tednov. Tako da jaz vedno rečem, dajte se raje obrniti na pediatra. Pediatri vam bodo znali najbolj povedati. Po drugi strani pa včasih imamo večjo tisto tudi dilemo, kdaj ga vzeti iz vrtca, kaj bolan, kaj tako neki semi, tak čuden. Ja, nekaj na pol, ja, ne vemo točno. Jaz raj rečem tle, da ga prej vzamejo ven, tudi zato, ker pol bolezen se hitreje otroci ponavadi pozdravijo, bolezen mogoče bolj blago poteka, da ga vzameš, ko ga vidiš, da že ni dober, ne da čakaš, da res orang zboli. Pa da ne seje naprej. Ja, sploh pa zato. Ja. Kaj te pa recimo na Instagramu, ne vem koliko imaš, 10,000 sledilcev, kaj te ljudje najpogosteje sprašujejo? A imaš že kakšen odgovor pripravljen, ker se kar ponavlja? Čisto odvisen, kakšno temo dam. V bistvu so mi najbolj zanimivi te, ki me kakšne osebne stvari sprašujejo, tako, ali lahko pogledaš te izpuščaje, ali pa zdaj v tem zimskem času mi velikrat kakšne mamice pošljajo kakšne posnetke, ko otroci težko dihajo. Tam imam že skoraj generičen odgovor. Mislim, sej po večini hitak napotima, ne dajem na svetov. Ja. Ampak največkrat to, da mi kakšne posnetke, kakšnih izpuščajev pri otročkih, pa tele dihalne stiske, dihalni napor, posnetki to. Kar je pa v tem času verjetno kar pogosto. Ja. Kaj mora imeti vsak starš doma v mini kompletu prve pomoči? Sem vesela, da si me to vprašal. Zakaj? Zato, ker to je tudi eno od pogostih vprašanj v resnici. Okay. Osnovno zato, da lahko skrbimo neko rano. Vsaj en povoj, en paket obližev, najbolj teh, ki jih lahko kupaš v lekarni, ki so različnih velikosti. Vsazga po 3, pa je že zadost. Pol pa pač termometer,
se pravi, kakšna zdravila za zbijati vročino, pa analgetike, se pravi zdravila pred bolečinam. To naj bo za otroke in za odrasle. Kakšen kompletek, mislim, kakšne tele mehne fiziološke, monodozne, ki so po 5, po 10 ml, je tudi full fine, da imamo. Poj pa že to, no. To je v bistvu ta temelj, ne? Ja, tle začneš, pa dodajaš, ko vidiš, kaj rabiš glede na svoje zdravje ali pa na otrokovo zdravje. Okay. Mogoče eno vprašanje, ki se meni pojavlja, zato ker sem imel s tem kar precej težav. Kdaj vemo, če se otrok udari in se mu rana odpre, če je primerno zašivanje ali ne? Da ne hodimo zdaj kar na urgenco, glede na to, da si tam preživela 10 let in verjetno videla vse te možne primere. Lej, na obrazu izmeri fajn, da greš, če ni samo drgninca, zato tlele arkade, ustence, ličence, čelo ali pa kjerkoli drugje po glavi zelo hitro se razpoči, ker je koža tik nad kostjo. Tako da tle je največkrat itek za zašit, zato ker se ne bo lepo zacelal. Ja. Včasih se nam zgodi, da kdo prepele svojega otroka, ki je padel s kolesom, s poganjavcem, pa ima tako podrsana urank kolena, pa komovce, pa ga tako postavi, ka še noče, pa reče, no, zrihtejte ga. Pač za odrgnine, za take res ne rabiš hoditi na urgenco. No. Pač je dovolj, če doma splakneš dobro pod tušem, z mlačno tekočo vodo. A je fajn milo? Lahko tudi. Ni nujno, ni ful potrebno. Ja. Bolj je pomemben, da s kakšno gazico ali pa z brisačo, če nimaš gazice, podrgneš kakšno rano, ki je blatna ali pa če so kakšni kamenčki. No. Torej, da čim bolj očistimo. Tako. To je to. To je nek... In zato je dovolj voda. No. Dobro. Tvoj najboljši, najkrajši, najbolj praktičen nasvet za starše v sezoni viroz? Dajte jim veliko ljubezni. Ja. Je fajn piti čaje z limonom že preden zbolimo? To je zmeri fajn piti, zato ker nas sprosti. Že zaradi tega. Že zaradi tega. Dobro. Nekdo sprašuje, rekli ste na radiju, da bi bilo fajn imeti doma fiziološko raztopino. Zakaj pa to? Zakaj v bistvu rabimo fiziološko? Lahko jo imamo res tudi zato, da speremo rano, če hočemo vseeno malo bolj čistno ali pa če smo malo bolj natančni pri teh stvarih. Pa ja, danes si doma lahko pripraviš inhalacije, pa uporabiš fiziološko za to, če imaš nek svoj inhalator doma. A je boljše fiziološko kot normalna voda iz pipe? Pri nas ne, zato ko imamo dosti čisto vodo. Imamo čisto vodo, ne? Ja. Okay. Kaj pa, če gremo z otrokom recimo na dopust, če smo prvič starši, imamo otroka, ki ima 3 leta, pa gremo prvič na 2-tedensko potovanje. A imamo tam kakšno prvo pomoč, ki mora biti v kufru ali pa v avtu? Tam je pa dobro, da dodamo še kakšno to medicinsko oglje, pa kakšne tele pripravke, če pride do kakšne dehidracije, ali pa če se pojavi kakšno bruhanje, kakšna driska, to je fajn, da imamo. Kakšen klaritin, včasih se odloči kdo za kakšen klaritin, če se pojavi kakšna alergija na kakšno hrano, ki je tako malo bolj eksotična. Dobro. Ampak predvsem te stvari, medicinsko oglje, ki se veš, kakšna zastrupitev s hrano, z vodo, se hitro pojavi. Pretirana odprtost. Ja, to je. Diareja, ja. Ok, a ti kot človek, ki je v fohu, kaj drugače delaš s tvojimi 3 otroki, kot recimo tvoje kolegice? Ja. Jaz ti sam želim, da moji otroci ne bi rekli, da sem jih zmeri predolg doma pacala. Mislim, kakšne stvari si dovolim včasih malo dlje počakati, no. Ja. Ne pa toliko, da gre že v nek ekstrem. Ampak ja, pa je pa tudi ta luksus. Jaz po noč, če se mojim otrokom kaj zgodi, jaz vem, kam moram zaviti in kje dobim vedno odprta vrata. No. Dobro. Mislim, to, da jih preveč časa pustiš doma, to pomeni, da rečeš, sedi nič. Ne probam, ne. Ja. Vseeno na nek sočuten način, no, z otroki to skomunicirati. Ampak, veš, takoj lahko pokličeš eno prijateljico, zdravnico ali pa vprašaš ti, kaj misliš, ali pa v tem smislu, da otrok pa nič drugačno. Še tega bi se dotaknil, glede na to, da veliko ljudi se ne odloči za... da bi vstopili v kakršnokoli delo, kar se tiče medicine oziroma medicinske stroke, tako in drugače. A se da to tvojo službo pustiti v službi in jo ne z domov? 10 let urgence, recimo. Ko si, ne vem, še na kakšnih dežuranih, ko si 10-12 ur v službi.
Na eni točki moraš se naučiti postaviti to mejo, da ne nosiš preveč službe domov. Meni se je dogajalo v prvih letih, da sem jaz prišla domov in sem lahko po 12-urni izmeni, in sem lahko eno uro govorila možu, kaj se je vse dogajalo tisti dan v službi. Wow. Tako, in on je bil tako včasih, Andreja, ti kar žuboriš, ko je en potoček. Tako. In me je mogel včasih ustaviti. No? Tudi zato, ker me je, kakšne stvari so me pol ful bremenile. Ja, si kaj sanjala tudi? Sanjala sem sam, kako merim komu tlak, pa se pogovarjala z možem, ker sem govorila o spanju. To ima eno foro, res. Ja. Noro, ja. Ne, tako no. To, a veš, bolje ta naš čustveni vidik, ki ga odnesemo sabo domov, te kakšne občutki, ki ostanejo, sploh če ne uspeš v službi, da je kakšna res urgenca, ali pa fantje, ali pa pač ekipe imajo na terenu reanimacije, ko oživljajo ljudi, a ne? Takrat ostane kaj, pa je fajn, da predebatiraš, ali pa v ambulanto dobiš hudo zdelanega dojenčka. Se spomnim enkrat 2 dvojčkov, ki mi je ful ostal. Tako 1 uro sem itak podaljšala, sred noči sem prišla domov po tistem. Tako, te občutki ostanejo, veš, ne toliko, kakšne te tako ljudje, ampak občutki, ki bremenijo. No. A če bi ljudje imeli več znanja, takega, kot ga imaš ti, oziroma o prvi pomoči in nasplošno, a bi lažje šel skozi naš zdravstveni sistem? Bi bilo manj težav? En del zagotov. A ne, čisto v smislu teh čakalnih dob na urgenci. Ja. No, na urgenci, ja. To bi bilo sigurno bolj. Ja. Ker pač enostavno, če imaš znanje, predvidevam, da si manj paničen, drugače odreagiraš, znaš pomagati sočloveku oziroma članu družine in pa tudi sebi, ne? Ja, je res. Ja. Pač mogoče znaš res malo bolj presoditi zdaj, a je to. A ne, si to bi jaz rada dala ljudem, da znamo presoditi, kdaj je nekaj ekstra nujno in kdaj je nujno, a ne, zaiti, zaklicati in kdaj je dobro, da nujno pomagamo, zato ker se mi zdi, da nam še zmeri tisto staja, meni se to ne more zgoditi, če govoriva o eni ekstremni, o enem nujnem stanju, a ne. Hkrati pa pol hodimo, tako kot si prej rekel, za en odbit noht, a ne, tako, to. A pride kdo, ki ima kakšen trn? V prstu tudi, na urgenco? Pa zaradi klopov. Tudi. Andreja Gerl, kaj vse počneš? Imaš tečaje o prvi pomoči? Delavnice, ja. Delavnice prve pomoči, predavanja na kakšnih dogodkih za starše. Česa se najbolj lotiš? Štartaš in potem te itak zasuje z vprašanji? Ne, imam neke določene teme, ki jih zmer določimo s tistim, ki me povabijo, a ne z organizatorjem. Kaj bi bilo najbolj zanimivo, pa ponavadi za tele starše kratko sezonsko. A ne pred poletjem poškodba glave, rane, oskrba rano peklin, na zimo pa se dotikamo vročine pri otrocih, pri dojenčkih, dihalnega napora, dihalne stiske, te osnovni laringitisi, bronhitisi. In tega je 4 milijone milijard, ne? Ja, sej pa kaj enkrat zaštartaš, pa ja. Kot vulkan, ne? Ja. Eksplodirajo vsi. Ja. Še kaj počneš? Ne vem, kaj hočeš slišati. Ne vem, kaj imaš v načrtu s tvojim Instagramom? Moj Instagram ostaja tak, kot je. Ja. Zmeri je kaj za predebatirati, pa zmeri ugotoviš, da so že une stare fore še kar nove za nekoga, ki pride na tvoj profil, ampak predvsem ozaveščati naprej, ozaveščati. Pa še kakšne zgodbe podeliti. Dobro, ja, če smo že pri zgodbah, a nam lahko za konec poveš še kakšno iz 10-letne prakse službovanja na urgenci? Hočeš unotel filmsko, a ne? Ne vem, kakšno dobro, kakšno sočno. Sočna je ta, res da se je enkrat zgodilo, da je ena ljubica pripeljala moža, moškega, ki ga je infarkt. Pa je pa istočasno v čakalnico, ko smo njega obravnavali, prišla pa žena v čakalnico. Tako da, ko smo vse povezali, smo nekako ljubico skozi stranski izhod pospremili ven, pa ženo spustili v to ambulanto. A je ena vedela za drugo? Ne. Nikoli. Malo smo pomagali pri tem zločinu, ali kaj ne rečem. Ampak, mislim, čakaj, kdo je videl, da prihaja žena? A je ljubica videla? Ne, ona je povedala, ne, vi imate, kje je moj mož, ta pa ta, pa mi smo bili tako, in
Včasih se zgodi, da stvari poklikajo nekomu, kaj tam na vratih, pa pol se urgira. Je človek prišel k sebi? Ja. Je prinesel kakšno bombonjero? Zahvalo, ja? To se pa ne spomnim. Se ne spomnim? Torej, mogoče ni. Ne vem, lahko ni bilo v moji izmeni ali pa tako. No. Andreja Gerl, hvala lepa, da si vzela čas. Z veseljem. Bodi še naprej tako pozitivna, očitno na novi poti, ne? Ja. Torej odmik od urgence, ampak še vedno ostaješ v svojem fohu. Tako je. Tako in drugače. Spremljali te bomo še naprej na Instagramu in morda še kdaj, za kakšno minuto, 2, 3, 5, 7, ker teh tem nikoli ne zmanjka. Z veseljem. Hvala lepa. Hvala tebi. To je Radio 1 podcast.